Ljubljani. Gospod profesor, najlepša hvala, da ste danes z nami in še enkrat lep pozdrav in hvala lepa. Predno začnemo, bi pa še dala besedo magistru Albertu Smrečniku iz Gibanja Svetovni etos Slovenije, da tudi malce spregovori o gibanju. Izvolite, prosim. Najlepša hvala gospe Barbari in knjižnici Otona Župančiča tukaj v Ljubljani, ki nas vsak mesec gosti, da lahko svoje teme in svoje osebnosti povabimo sem, da z nami razpravljajo. Gospe in gospodje, dobrodošli v imenu sodelavk in sodelavcev Gibanja Svetovni etos Slovenija. Mi vsi delujemo prostovoljno v tem gibanju in ste povabljeni, da se nam pridružite. Zdaj, ko so novi zakoni, dovolite, da vas prosim, da si na spletni strani svetovnietos.si pogledate naš kontakt info@svetovnietos in poveste, da želite prejemati naša povabila pa informacije. Ker to vam zdaj ne smemo več pošiljati brez vašega prigorenja, če pa kdo ne želi, potem se pa odjavi in se to spoštuje. Pozdravljam prijatelja in našega sostanovitelja, profesor dr. Boruta Ošlaja. On je res eden od glavnih motorjev Gibanja Svetovni etos Slovenije, ki poleg svojih mnogih dejavnosti si vzame čas, da dela tudi take stvari kot danes, prostovoljna, brezplačna predavanja, brez honorarja. In smo veseli, da se je lotil tako zahtevne teme in je pripravljen o tem razmišljati danes z nami. Torej, Borut Ošlaj je redni profesor oddelka za filozofijo fakultete v Ljubljani, je nosilec predmeta etika, sodobne problematike etike, religija in svetovni etos, tema človek in simbolne forme, prej filozofija antropologije. Je tudi član Državne komisije za medicino etike in soustanovitelj našega Gibanja Svetovni etos, ki smo ga ustanovili leta 2012, ko je bil tukaj tudi znameniti ustanovitelj Weltetosa v Tübingenu, zdaj upokojeni predsednik, profesor dr. Hans Küng, ki tudi prijateljujeta in profesor Küng zelo ceni Boruta Ošlaja in ona se lahko pogovarjata tudi v Küngovi materinščini in nemščini. Teda to so velike stvari, kaki preroški, genijalni sodobniki se lahko povežejo v veliko meja. Izmed knjig bom omenil samo zadnjo, ki jaz vem, da je ali pa eno od zadnjih, to je leta 15 Človek, svet in etos, študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu. Toliko za pozdrav. Dogodek, predavanje se snema, tudi razprava, da upam, da se strinjate v smislu, mogoče bomo pa potem iz razprave izbrisati, mogoče celo prispevke, da samo odgovore profesor Ošlaja potem objavimo. Tako da si lahko posnetek razprave pogledate tudi na spletu, pa na Facebooku in to delite tudi s tistimi, ki danes niso mogli priti z nami. Takole. Upam, da imamo dobro življenje in da bo dobro predavanje in da se bomo dobro pripravili tudi še na naslednja desetletja, ki imamo pred nami. Hvala, da se tukaj in beseda tvoja. Hvala, Albert, za kratko in temeljito predstavitev. Hvala tudi vam, torej mestni knjižnici Otona Župančiča za povabilo in za priložnost, ki nam jo vedno znova dajete, da v vašem prostoru nagovarjamo širšo javnost. Hvala pa predvsem seveda obiskovalkam in obiskovalcem, da so si v tem vremenu, ki je vse prej kot naklonjeno razmišljanju o smrti, koncu življenja, vzeli vendarle čas in prišli sem, ker bomo verjamem tudi skupaj razmislili o tej problematiki. Zdaj, kar se same problematike tiče, čisto za uvod, po nekaj uvodnih besedah, najprej verjamem, da tisti, ki ste danes tukaj, vse približno veste, kaj eutanazija pomeni in se verjetno tudi zavedate, kako zapleteno in kompleksno vprašanje to je. Preden nadaljujem, zatem eno kratko, čisto tehnično vprašanje,
ali sem morda preblizu mikrofona in je zaradi tega kvaliteta zvoka slabša, kot je bila sicer zaenkrat je v redu. Včasih je človek preblizu in potem dobil. Hvala. Skratka, kot rečeno, gre za problematiko, ki je, tudi če gledam svojega zornega kota, najbolj kompleksna od vseh, s katerimi sem se ukvarjal, glede na to, da predavam tudi sodobne probleme etike, nisem še nikoli mislil problema, pri katerem ne bi v vsakem trenutku vedel, kaj in kako se tega problema lotiti, kaj šele kako ga rešiti. Ne samo, da je ta problem, s katerim se tudi v tem trenutku počasi začenjamo ukvarjati deloma, tudi zaradi političnih razmer pri nas vredno ste opazili, da so nekateri politiki že odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da bi evtanazijo legalizirali ali ne. Deloma so se javili nekateri kulturniki, Janko Peterski zadnji, spodbujen z primerom Davida Hudala iz Avstralije, ki je zaprosil za asistiran samomor v Švici. Tovrstnih tem je bilo v preteklosti nekaj, zdaj izgleda, da se počasi intenzivnost tovrstnih pobud stopnjuje, kar pomeni, zelo verjetno pomeni, da se bomo s tem vprašanjem vsi skupaj ukvarjali še zelo dolgo. Kdaj ga bomo rešili, kako ga bomo reševali, je pa popolnoma odprto. Kompleksnosti tega vprašanja sodi tudi to, da se temeljne vrednote, na katere se nanaša razčiščevanje te problematike, da so te vrednote vezane na stare kulture. Skratka, pravila, norme, načela, ki so tukaj postavljena na tehtnico, so pravzaprav prastara načela, ne samo naše civilizacije, temveč praktično vseh kultur, ki jih poznamo. Skratka, korenine te problematike so zelo dolge. Hkrati pa je sodobnost tista, ki nas zaradi spremenjenega načina življenja nagovarja in nas na nek način celo sili, da ponovno preoprašamo te vrednote in pogledamo, ali je smiselno, ali je modro, ali je tudi koristno stališča vzdrževanja avtonomnosti subjekta pri teh vrednotah še vztrajati, ali bi bilo morda bolje, da jih morda spremenimo in najdemo rešitve, ki bi omogočile človeku smrt, ki bi bila v skladu z avtonomno izraženimi željami in tudi seveda v skladu z dostojanstvom. Ko gre za pojem dostojanstva, sami veste, da je ta pojem vse prej kot jasen, da je zelo difuzen in da se ga vsi poslužujejo tako, kot jim to ustreza. Tako zagovorniki evtanazije, kot tudi tisti, ki imajo takšne drugačne zadržke o legalizaciji. Zato se sam tega pojma morda nekaj ne bom dotaknil. Tem je, kot boste videli, preveč in tudi sam močno dvomim, da bom lahko v dobri uri predstavil vse tisto, kar bi bilo nujno potrebno, zato da bi se lahko tisti, ki se s tem ne ukvarjate, lažje orientirali po temi in morebiti potem tudi sami sklepali, se odločali, odgovarjali na takšne drugačne pobude. Pri nas je možno celo, da nas bo doletel prej ali zdaj tudi referendum, skratka dobro je o tem nekaj vedeti, zato da bi lahko potem o teh vprašanjih na ta vprašanja odgovarjali. Po drugi strani pa ne samo kompleksne razmere v sedanjosti, številne strasti, ki so s tem problemom povezane, številna religiozna, ideološka, politična in druga prepričanja, ki določajo naše drže, tudi skratka pogled v prihodnost kaže na to, da lahko ukrepi, ki jih bomo danes sprejeli, ne mislim danes tukaj, temveč v nekem širšem kontekstu, zelo močno vplivajo na prihodnji odnos človeka, ne samo do posameznika, temveč tudi družbe, do temeljnih vrednot, ki jim sledimo, če jim sledimo in koliko jim sledimo. Skratka, gre za nek celostni diapazon preteklosti, sedanjosti, vsej njeni kompleksnosti, z vsemi deležniki javnega življenja, od politike, različnih veroizpovedi, filozofij, ideoloških in drugih prepričanj. V ozadju je, kot vse danes, ekonomija, tudi tega se treba zavedati, in pa seveda vprašanje, kakšno življenje želimo živeti v bodoče. Zato vas prosim, čeprav verjamem, da to že veste, vzdržujete neke vrste spoštovanja do tega problema. Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker sem pogosto tudi v pogovorih, ki sem jih sam vodil, po eni strani z študenti, po drugi strani z različnimi ljudmi iz različnih področij, vedno znova opazil, zlasti v našem prostoru, da imamo ljudje glede številnih vprašanj in tako je tudi z vprašanjem evtanazije zelo jasna in deklarirana stališča, ki dostikrat ne premorejo v ozadju resničnega poznavanja teh problemov. To poznavanje problemov mimogrede ne navedem, glede tega eno informacijo iz Nemčije. V Nemčiji so naredili anketo, po kateri približno 2/3 vprašanih podpira legalizacijo. 2/3. Mislim, da je takšen delež tudi pri nas nekje pričakovan. Po drugi strani
Zanimivo pa je potem sledilo vprašanje, v kolikšni meri so vsi tisti, ki so na to vprašanje odgovarjali, seznanjeni za problematiko, je enaka številka, torej 75%, 2/3 tukaj nekje odgovorila, da ne vedo povsem, o čem pravzaprav tukaj razpravljamo in kaj pravzaprav eutanazija sploh pomeni. To je neko protislovna informacija. Po eni strani ljudje imamo jasna stališča, po drugi strani pa ne vemo, pogosto ne vemo, o čem pravzaprav se odločamo oziroma na čem naša stališča temeljijo. Glede na to, da sem tukaj tudi v funkciji člana gibanja Svetovni etos Slovenija, bo morda marsikoga zanimalo, ali svetovni etos kot ideja, kot vizija, za katero stoji Hans Küng, glede tega vprašanja daje kakršnokoli stališče oziroma ali se je Küng sam v okviru svetovnega etosa opredelil glede eutanazije. Tukaj moram reči, da ne bo nesporazumov, da ideja svetovnega etosa in ta ideja pomeni pravzaprav praetos elementarne človečnosti, pomeni torej nek minimalni konsens glede temeljnih vrednot, ki so interkulturno razpršene, skratka gre za načela vrednote, drže in prepričanja, ki jih boste našli tako v azijskem prostoru, tako v bližnjem vzhodnem, evropskem, ameriškem in tako naprej. Skratka, iz te ideje ni mogoče izpeljati, da bi eutanazija lahko bila del svetovnega etosa. Svetovni etos dejansko govori zgolj o tistih minimalnih vrednotah, ki so bolj ali manj lastne vsem kulturam. Eutanazija, pa sami veste, je relativno nova ideja, predvsem pa je tudi na prvi pogled v nasprotju z klasičnimi vrednotami, najstarejšimi vrednotami spoštovanja življenja, pravila ne ubija in tako naprej. Skratka, znotraj svetovnega etosa ni mogoče reči, da se lahko za to idejo zavzemamo, ne da bi bili hkrati v nasprotju z minimalnimi standardi vseh kultur. To je kot prvo. Po drugi strani je pa zanimivo, da se je Küng sam, kot oče ideje svetovnega etosa, dejansko zavzel za legalizacijo eutanazije. In to že v sredi 90-ih let prejšnjega stoletja, torej v nekem času, v nekem obdobju, ko še nobena od držav ni sprejela zakonodaje legalizacije. Toda v nobenem trenutku Küng svojega lastnega prepričanja ni povezal z idejo svetovnega etosa in ni skušal izrabiti ideje svetovnega etosa za to, da bi preko te ideje vplival na zakonodajalce, na druge preko sfere v družbi, da bi to idejo uzakonili. Tudi danes, ko Küng boleha za Alzheimerjem, je zanimivo, da Küng o aktivni eutanaziji ne govori, vsaj ne na način, da bi pritiskal na zakonodajalce, da bi to idejo sprejel. Tisto, kar pa je mogoče, če boste vprašali, zakaj bo v tem znotraj svetovnega etosa govorimo o tem, če ta ideja ni del nekega širšega nabora univerzalnih vrednot, zakaj potem sploh govorim v kontekstu svetovnega etosa, ali na kak način je ta ideja povezana s svetovnim etosom, dokaj preprosto. Svetovni etos se je in se vedno znova bo zavzemal za dialoškost in kritično mišljenje v družbi. In ker je to, kot prej rečeno, eden od tistih problemov, ki je izjemno zapleten in ki nas bo zelo verjetno zaposloval, tudi mlajše med nami, ali zlasti mlajše med nami, še dolgo pozneje, smo klicani in poklicani k temu, da preko kritičnega dialoga razmislimo o tem, kaj pravzaprav eutanazija je, kaj potencialno prinaša seboj, tako za na smrt polne in neskončno trpeče posameznike, za te gre najprej, in po drugi strani, kaj prinaša možna legalizacija eutanazije, potem tudi za širše družbene strukture, tako danes, kot tudi v prihodnosti. Kar to je tisti kontekst, ki svetovni etos povezuje z eutanazijo. Kritičnost in dialoškost. Vsi skupaj smo poklicani, tudi v našem prostoru, za katerega vsi skupaj vemo, žal, da ni tako dialoški, kot bi lahko bil, še zlasti, če se primerjamo z nekaterimi deželami severno od nas, kar bi bilo pravo, da bi se z njimi primerjali. Kratka, v tem kontekstu je to naša prva naloga in tudi ne pričakujte od mene, da bi danes podal neko dokončno rešitev, čeprav bom, upam, da bo časa dovolj, nakazal nekaj možnih poti oziroma ponudil nekaj predlogov, za katere sam menim in v tej smeri bom tudi argumentiral, da so taki, da se lahko izognejo vsem mogočim pastem, s katerimi je ta problematika vendarle zelo tesno povezana. Imam še prošnja, preden začnem. Ta prošnja se nanaša na nekaj, kar sem že napovedal, namreč težavnost tega problema. Ta prošnja je zelo preprosta in spet pisana v samo strukturo slovenskega javnega prostora. Vi sami veste, tako dobro kot jaz, da je slovenski javni prostor polariziran, razdeljen med
na leve in desne, verujoče in neverujoče, klerikalce in libertarce in liberalce in tako naprej. Prosim vas, skušajte se izogniti, vsaj ko gre za ta vprašanja, tem delitvam. Zakaj? Zaradi tega, ker te delitve, takrat, ko odločamo o tovrstnih vprašanjih, kot je eutanazija, in eutanazija ni odločanje o tem, ali bomo v soboto nakupovali oziroma nedeljo nakupovali ali ne, temveč bistveno bolj resno vprašanje, takrat ta dilema nas vodi k številnim političnim preglasovanjem in pa kulturnemu boju. Ne eno, ne drugo ni produktivna pozicija za to, da bi ta problem rešili odgovorno. Morate si predstavljati, da večina ljudi misli v kontekstih bolj svobodomiselnih idej, drž, pričakovanj ali bolj tradicionalnih, vezanih bodisi na to ali ono religijo. Če pri tem ustrajamo, potem smo se vpeli v nek kontekst in ne premišljujemo o tem, kakšni so dejansko vzroki problema, o katerem govorimo, kakšne so možne posledice, temveč privzamemo neko prepričanje in poslušamo samo tiste argumente, ki temu prepričanju pritrjujejo. To pomeni seveda, da v nekem trenutku, ko politično žezlo prevzame bodisi leva opcija, da bo potem ta leva opcija skušala preglasovati desno, ko v nekem trenutku desna opcija prevzame politično žezlo, potem ta skuša preglasovati levo in tako smo vedno izpostavljeni v kulturnemu boju, ki je popolnoma neproduktiven, kontraproduktiven in škodi vsem nam. S tem ne mislim reči, da je delitev na levo in desno nekaj slabega, je nekaj zelo dobrega, če znamo s to delitvijo pravilno ravnati in z te delitve potem tudi črpati tisto, kar je za družbo dobro. Ampak to je že drug problem, v katerega se tukaj ne bi spuščal. Če namreč pri tej delitvi levo-desno ustrajamo, potem sem prepričan, da se problema eutanazije niti ne moremo uspešno lotiti kaj še, da bi se lahko v njem smiselno, produktivno pogovarjali na ravni kritičnega dialoga. To je prvo. To ne pomeni, da se, torej moja prošnja, znebite se te dileme, to ne pomeni, da izstopite iz vašega konteksta. Levičari bodo ostali levičari, liberalci bodo ostali liberalci, verujoči bodo ostali verujoči in tako tudi prav. Tudi, ko gre za nek problem, je potrebno in smiselno svoje lastne prepričanja, ki nas dosti časa, dolgo časa pravzaprav ohranjajo v nekem položaju varnosti, ker se lahko naslonimo na neko širšo tradicijo, daljšo tradicijo in številne ljudi, ki ne pripadajo, se je smiselno izogniti in pogledati in prevprašati, ali ta prepričanja, ki jih zastopam, ki jim sledim, dejansko držijo kritično presojo ob takšnih problemih, kot je eutanazija, kot je to nov problem, relativno nov problem. Če torej ne levo, desno, krščansko, liberalno, kakšna etika potem ostaja, tudi vprašanje, kateri etiki bom tukaj sledil, zelo preprosto, trudim se slediti etiki odgovornosti. Odgovornost pa ni ne leva, ne desna, temveč tiste, ki misli kompleksnost sedanjosti, preteklosti in skuša aplicirati v prihodnost in potem pri tem pogledati, kaj bo iz tega prišlo dobrega, tako za leve in desne, verujoče in neverujoče. Hkrati pa seveda etika odgovornosti predpostavlja umnost, kajti če bi bila neumna, potem tudi odgovorna ne bi bila. Skratka, etika odgovornosti in umnosti zelo na kratko. Kakšen je namen tega predavanja? Kaj želim pravzaprav povedati? Tudi na to za začetek želim odgovoriti. Večina tem, večina prispevkov, ne samo v našem prostoru, temveč tudi v širšem, sledi logiki pro et contra. Vedno znova boste naleteli večini primerov, da imamo posameznike akademsko izobražene ali pa tudi ne, ki vedno znova izpostavljajo razloge, ki govorijo v prid legalizaciji eutanazije. Potem imamo pa na drugi strani približno enako število tistih, ki vedno znova izpostavljajo samo razloge, ki govorijo proti legalizaciji eutanazije. Tudi to nas ni pripeljalo nikamor. Tudi takšna bipolarnost na tem področju pravzaprav samo poglavlja prepad. Zato bi se želel najti tretjo pot. Tretjo pot, ki pravzaprav ni niti desna, niti leva, morda se vam sliši to znanost, z pozicije sodobne politike, ampak videli boste, da je možno o tem govoriti ne samo možno, temveč nujno ravno na področju kritičnega mišljenja in filozofije. Tisto, kar bi pri tem želel, torej osnovno vprašanje, ki bi nas naj vse skupaj motiviralo, je to, kako se lotiti dostojanstvenega umiranja, oziroma kakšen odnos zavzeti do dostojanstvenega umiranja, torej umiranja neskončno trpečega posameznika, pri katerem so izčrpane vse medicinske možnosti za njegovo ozdravitev, ne da bi za sprejetimi ukrepi pri pomoči temu pacientu tvegali
takšno in drugačno erozijo humanosti v prihodnosti, takšne in drugačne zlorabe na tem področju, ne da bi na tem področju skratka prispevali k dehumanizaciji te družbe, za katero tako vsi skupaj vemo, da niti približno ni tako humana, kot bi si želeli. Se to pogledati, pomagati posamezniku, upoštevati njegovo avtonomno izraženo voljo, upoštevati njegovo dostojanstvo, tudi ukrepe, ki jih bi sprejeli, če jih bomo in ko jih bomo, zato da bi ugodili njegovi želji in pomagali skončno trpečemu, da prekonča svoje življenje, da ti ukrepi ne bodo v končni fazi in pod črto, gledano v nekem širšem družbenem kontekstu, pomenili novih nevarnosti, nove erozije, dehumanizma in tako naprej. Tukaj znotraj se je smiselno giba. Vse ostalo je pritrjevanje enim in drugim in potem iskanje svojega prav v nekem ne najbolj dialoškem prostoru. Tisto, kar bi najprej zdaj po teh uvodnih besedah izpostavil, je prav tako nujna razjasnitev osnovnih pojmov, osnovna terminologija. Tudi tukaj vlada dokajšnja nejasnost. Kaj pravzaprav eutanazija sploh pomeni? Gre za izraz, ki je skovan iz starogrškega eu in thanatos, preprosto pomeni to dobro smrt ali lahko smrt. Sam pojem se je oblikoval v 16. stoletju, pozneje se uporabljal za različne stvari, danes pa se praviloma pod pojmom eutanazije misli in prav je, da je to naša skupna istočnica pri tem pojmu, se misli usmrtitev iz sočutja, torej usmrtitev neozdravljivo bolnega trpečega posameznika iz usmiljenja oziroma hkrati tudi na račun ali pa glede na njegovo avtonomno izraženo željo, da bi njegovo življenje končal in bi bil pri tem zdravnik ali tudi pomagal. Pri pojmu eutanazije potem znotraj samega ločimo tri različne tipe. Govorimo včasih o prostovoljni eutanaziji. Prostovoljna eutanazija je tista, kjer posameznik pacient prostovoljno izrazi željo, bodi si da podpiše to željo, bodi si da jo izreče in ob tem priče, v pričo zdravnika, ki naj bi mu potem pomagal njegovo želji ustreči in njegove muke takšne drugačne končati z eutanazijo oziroma z usmrtitvijo. Neprostovoljna eutanazija je prav tako pojem, ki se pogosto uporablja in je tudi legitimen, pomeni, da gre za usmrtitev tistega pacienta, ki ni več sposoben dati avtonomnega pristanka oziroma ni sposoben sprejeti odločitve glede tega, kaj se naj z njim naredi in kako. Tukaj gre v glavnem za paciente v irreverzibilni komi, dementne, pa tudi dojenčke, otroke, umsko bolne in tako naprej. Ti niso sposobni teh odločitev sprejemati, zato govorimo tudi o neprostovoljni eutanaziji, ki pa prav tako legitimna in se jo lahko izvaja ponekod. Tretji pojem, ki pa je povsem nelegalen, je pa tako imenovana prisilna eutanazija. O prisilni eutanaziji pa govorimo takrat, ko je posameznik sposoben dati odgovor na vprašanje, kaj želi storiti, je sposoben dati soglasje in privolitev, da se njegovo življenje konča, vendar se ga ne vpraša. Primer tega je zlasti med drugo svetovno vojno, teh primerov je bilo precej v vasi Grafenek, kjer so nacisti pobili več kot 10.000 umobolnih ljudi in drugih, in otrok s takšnimi drugačnimi defekti, ki jih nihče ni vprašal za to, kaj želijo in so bili prisilno eutanazirani. Naslednji pojem, ki se prav tako pogosto uporablja in ki ga številni povezujejo z eutanazijo, je tako imenovan asistiran samomor oziroma zdravnikova pomoč pri samomoru. Tudi to je legalna možnost ponekod. To pomeni, da si posameznik sam vzame življenje, le da mu pri tem samomoru asistira zdravnik. Bodi si tako, da mu pripravi injekcijo z smrtonosno dozo te ali one substance, strupa, ali mu položi na nočno marico smrtno dozo tablet, ki jih potem pacient sam vzame in na ta način konča svoje življenje. To je asistiran samomor oziroma zdravnikova pomoč pri samomoru. Naslednji pojem, ki vnaša kar precej zmede v celotno debato, je tako imenovan izraz, in verjamem, da vsi dobro poznate in nekateri tudi pogosto uporabljate, izraz pasivne eutanazije. Pasivna eutanazija je pojem, ki bi se ga kazalo izogibati. Tudi pokojni predsednik Komisije za medicinsko etiko, katere član sem, Jože Trontelj, je predlagal, da bi se tega pojma ne posluževali, ker vnaša precej zmede v samo debato. Zakaj? Zaradi tega, ker pasivna eutanazija pravzaprav pomeni prekinitev oziroma opustitev zdravljenja, kar je popolnoma legitimna zahteva in pričakovanje vsakega pacienta. Torej takrat,
ko je bolezen šla svojo pot, vstopila v neko irreverzibilno fazo, ker so vse medicinske možnosti izčrpane, je popolnoma legitimna zahteva pacienta, da zahteva prekinitev, prosi prekinitev ali opustitev zdravljenja, tudi odklop aparature in tako naprej. To je možno. Podobno tej drži opustitve ali prekinitve zdravljenja, ki se kot rečeno v javnosti pojavlja pod imenom pasivne eutanazije, je tudi opustitev in prekinitev nege. Tudi to je možno. To pomeni, da se pacientu ne daje več hrane ali tekočine na tak ali drugačen način. Tudi to je možno. Naslednji pojem, ki je zelo blizu eutanazije, o katerem marsikdo ničesar ne ve, pa se vendarle številni tega poslužujejo, zdravniki, je tako imenovana terapija z dvojnim učinkom. Gre za, spet, vedno znova, imamo primer neozdravljivo bolnega pacienta z neznosnim trpljenjem in bolečinami in v tem primeru zdravnik lahko, če to želi pacient, temu pacientu, zato da bi njegovo bolečino in trpljenje umilil, povečuje doze zdravil, zlasti pomirjeval, recimo morfija v tem primeru, s čimer zavestno tvega, da bo višja doza morfija pravzaprav glavni razlog smrti tega pacienta. Toda namen zdravnika ni eutanazirati pacienta, ni povzročiti njegovo smrt, temveč preprosto iz zdravniške odgovornosti lajšati njegove bolečine, zavedajoč se, da to lahko pripelje nekaj prej do njegove smrti. To je tako imenovana terapija dvojnega učinka. Prvi, dvojnega zaradi tega, ker je namen zdravljenje, lajšanje bolečine, toda ravno zaradi tega, ker je bolečina tako huda, je potrebno te doze povečevati in v nekem trenutku se prestopi Rubikon, zaradi katerega potem nastopi smrt pacienta. In še zadnji pojem, morda ste za to že slišali, mislim, da bo to prej ali slej aktualno za marsikoga od nas, vnaprejšnja volja. Instrument vnaprejšnje volje. Vsak državljan Slovenije ima priložnost, možnost, da ob priči pravno urejeno izrazi svojo vnaprejšnjo voljo. To pomeni, če predpostavljate, če poznate vašo družinsko, zdravstveno izkaznico, če veste, da lahko zbolite za takšno drugačno boleznijo, ker se ta bolezen v družini pogosto pojavljala, potem lahko rečete v primeru, da se ta bolezen pri meni pojavi, recimo demenca ali kakšna druga oblika terminalne bolezni, da potem ne želite oživljanja, ne želite zdravljenja, skratka zahtevate prekinitev zdravljenja, če se boste znašli v tej poziciji. In zdravniki so tudi pri nas dolžni to spoštovati. Če se seveda okoliščine niso spremenile, oziroma če se zdravnik ne sumi, da ste se vi ali da bi se vi lahko premislili v danem položaju. Ampak to je potem stvar interpretacije in presoje. Kakšna je situacija pravzaprav na svetu? Vedeti moramo, kljub temu, da se v javnosti tukaj pogosto manipulira za podatki, da so doslej aktivno eutanazijo, torej usmrtitev pacienta s pomočjo zdravnika, uzakonile samo 3 države. Nizozemska leta 2001, Belgija leta 2002 in kasneje še Luksemburg. To so edine 3 države v svetu, ki so uzakonile eutanazijo kot usmrtitev iz sočutja. Švica? Švica ne? Počasi. Razen, če je to pred kratkim. Nekateri, to, kar ste omenili vi, to pa ni eutanazija, temveč je asistiran samomor oziroma zdravnikova pomoč pri samomoru. Zato sem na začetku to terminologijo razložil, zato se lahko zdaj pogovarjamo. To, kar je uzakonila Švica, pravzaprav sploh ni uzakonila Švica, temveč samo eden od švicarskih kantonov, to je Züriški kanton, je pa zdravnikova asistenca pri samomoru. Kar pomeni, tako kot sem prej dejal, da tukaj ni zdravnik tisti, ki vzame življenje oziroma usmrti z takšnim ali drugačnim ukrepom pacienta, temveč je to pacient sam. Zelo znamenit je bil primer znamenitega ameriškega patologa Jacka Kevorkiana iz konca 90-ih let prejšnjega stoletja. Morda se kdo od vas spomni teh primerov, ko je ta patolog bil vse 5 ali 6-krat na sodiščih in se moral zagovarjati zaradi naklepnega umora. Vedno znova mu je uspelo dokazati svojo nedolžnost, je pa bil potem leta 1999 končno obsojen za naklepni umor vsaj pri 50 pacientih. On je namreč oblikoval napravo,
z ogljikovim monoksidom, ki jo je sprožil pacient sam za pritiskom na gumb. On je postavil to bližino pacienta, pacient je pritisnil na gumb in to je pomenilo smrt. To je asistiran samomor oziroma zdravnikova asistenca pri samomoru. To je uzakonil kanton Zürich. Švica ima 26 kantonov, eden je to uzakonil. Pričemer, kot rečeno, ne gre za eutanazijo, temveč gre za asistenco oziroma pomoč, zdravnikovo pomoč pri samomoru. Naslednja država, ki jo je uzakonila natanko ta tip pomoči pri umiranju, torej asistiran samomor, je Albanija, nedolgo nazaj, kar je zelo zanimivo. Avstralija je s tem začela, pravzaprav ne Avstralija, temveč samo ena pokrajina, severni teritorij, že leta 96 je to uzakonil, je pa Ustavno sodišče avstralsko 9 mesecev po tem zakonu v tej pokrajini zavrlo ta zakon in razveljavilo zaradi ustavne neskladnosti. Danes je v Avstraliji nova pokrajina uzakonila spet asistiran samomor, to je Viktorija. Pa še Ameriko ne smemo pozabiti, Združene države Amerike, približno 1/10 ameriških zveznih držav je uzakonila spet ta primer asistiranega samomora. Najprej je Oregon, leta 96, potem pa postopoma še Washington, Nevada, New Mexico, nazadnje Kalifornija, tudi Vermont in Montana. Torej približno 10, 5 ali 6 držav uzakonjen samomor. To je stanje po svetu. Dostikrat tukaj številni avtori manipulirajo, ker v enem preprosto navajajo Švica, Amerika, Belgija, Nizozemska, Avstralija in tudi na Nemčijo zanimivo se sklicuje, kar je pravzaprav zavajanje. Kajti čim bi bili Nemci tisti, ki bi uzakonili, bi pri začeli pogledati celo Nemci, zakaj potem mi ne bi. Pri Nemcih, tisti, ki Nemci omenjajo, mislijo namreč na nekaj drugega. Pri Nemcih namreč asistiran samomor ni kaznivo dejanje. Ni pa dovoljen. Takrat tolerira se. To pomeni, če zdravnik v Nemčiji pride k bolniku in kaj izrazi željo, mu lahko zdravnik pusti smrtonosno dozo tabletno v nočni marici, bolnik paciento sam vzame, ta zdravnik praviloma ne bo obsojen, to ni kaznivo dejanje. Ni pa dovoljeno, ni pa legalizirano, kar pomeni, da se Nemci ne morejo ukvarjati z turizmom umiranja, kot v Züriškem kantonu, nekamor prihaja zaradi iz celega sveta, kar se zelo dobro plača, približno 20 000 € stane ta zasluga. 20 000. 20 tukaj nekje, te cene se spremenijo, pridejo najbližji, senatoriji ste poskrbljeni za vse, dobite pripravo, inicirate. Skratka, to postaja, to je tudi povezano z ekonomskimi parametri in zaslužki. Pustimo to v strani. Kakšna je situacija pri nas? V Sloveniji situacija je taka, da je seveda aktivna eutanazija oziroma aktivna usmrtitev pacienta strani zdravnika prepovedana, tako kot v veliki večini vseh držav na svetu. Je pa pri nas to, kar se zmotno pojavlja oziroma imenuje pasivna eutanazija dovoljena. Skratka, pri nas je prekinitev zdravljenja ali opustitev zdravljenja popolnoma legitimna zahteva pacienta. Prav tako vnaprejšnja volja, ker lahko pacient za vnaprejšnjo voljo zdravnika opolnomoči, da ga ne oživlja ali da ga ne zdravi ali da ga ne neguje. S čimer se seveda bistveno hitreje doseže pač to, kar pacient želi, izogniti se, preprečiti se trpljenje v zadnji terminalni fazi življenja. Prav tako je pri nas dovoljena terapija z dvojnim učinkom. Je pa res, da je ta terapija dvojnega učinka, torej ko z poviševanjem doze, pomirjeval zdravil, morfija, nastopi smrt nekoliko prej, kot če bi bolnika prepustili toku njegove lastne bolezni. Pospeši torej smrt oziroma je de facto zelo vzrok smrti. Tudi to je pri nas dovoljeno, je pa to siva cona pravzaprav povsod po svetu, ne samo pri nas, ne šli na Nemčiji, tudi v vseh ostalih državah, kjer, kot rečeno, so to pravzaprav skoraj vse države na svetu, kjer to ni dovoljeno. Zanimivo pa je še zadnja primerjava, da znotraj Evropske unije imamo pa tudi države, kot je Poljska, kjer tudi prekinitev zdravljenja ali opustitev zdravljenja ni dovoljena, terapija z dvojnim učinkom ni dovoljena, opustitev neg ni dovoljena. Zdaj, tam pacient, tudi če je dejansko na koncu, tudi če je neznosno trpi, tudi če ga aparature zdržuje pri življenju, samo da vegetira, zdravnik nima pravice, da bi aparature izklopil, kajti če to naredi, je kazensko odgovoren. To je druga skrajnost. Mi smo nekje, kar se Evrope tiče vnis. Še tole. Preden si ogledamo argumente pro in potem argumente kontra.
vse mednarodne konvencije, vsi mednarodni dogovori, vse mednarodne deklaracije pravzaprav odklanjajo in so proti možnosti eutanazije kot aktivne usmrtitve. Tudi slovenski kodeks medicinske etike in tako naprej. Ker to je trenutno stanje. Takšno je. Zdaj, trenutno stanje seveda ni razlog, da bi ga slepo sprejemali in usledili, še zlasti, če so se razmere v sodobni družbi spremenile do te mere, in te razmere so se spremenile, da je ustrajanje pri starih, da je ustrajanje, ali pa slepo ustrajanje pri starih normah, deklaracijah in konvencijah tako, da v posameznih primerih, ki so redki na srečo, ustrajanje pri teh primerih pomeni pravzaprav nečloveškost, ne? Ali pa napad na dostojanstvo in tako naprej. Recimo poljski primer je pravzaprav bi se ga dalo tudi v določenih primerih interpretirati kot kaznivo dejanje. Nekoga ohranjati pri življenju, ki ne živi več, pravzaprav na nek način tudi mučenje človeka. Ne pustiti bolezni, skratka ohranjati nekoga na aparaturah pomeni ne pustiti naravnemu toku bolezni, da opravi svoje. To je lahko recimo kaznivo dejanje. Da se ga gotovo tudi tako interpretirati, je pa to odvisno od primera do primera, zato tega ne vzamite kot neko posploševanje oziroma generalizacijo. Zdaj, kar se tiče, mislim, da je najbolje, glede na to, da se nam čas hitro teče poselej, kateri argumenti torej govorijo za sprejetje legalizacije. Prvi argument odločiljen je seveda trpljenje posameznika. Danes ljudje zaradi daljšega življenja, življenjska doba se povečuje, iz generacije do generacije. Zaradi višje starosti smo danes ustavljeni številnim novim kroničnim boleznim, ki pomenijo dolgo predsmrtno trpljenje in za katere bolezni namreč ne poznamo učinkovitih zdravil, ne samo, da bi to bolezen lajšalo, temveč tudi ki bo preprosto mogoče pozdraviti. Zaradi teh spremenjenih življenjskih okoliščin smo pogosto soočeni z številnimi primeri, ki jih številni zagovorniki vedno znova upravičeno podajajo, da je popolnoma v neskladu z temeljnimi humanimi standardi takšnega človeka prepustiti milosti in nemilosti takšnih in drugačnih navad, da se dobesedno na očeh vseh razkraja v svoji bolečini in trpljenju, ne da bi zdravnik karkoli podvzel, ne da bi bil karkoli pripravljen storiti, seveda ne zato, ker ne bi sam želel, temveč zato, ker se boji možnega pregona oziroma kazenske odgovornosti zaradi trenutne zakonodaje. Upoštevati moramo tudi naslednje dejstvo, namreč, da se je v zadnjih 20-30 letih bistveno spremenilo stanje na ravni pravic pacienta in njegove avtonomije. Danes pacient lahko ne samo odloča, kdo ga bo zdravil, lahko odloča tudi o tem, katero zdravljenje bo sprejel, hkrati pa lahko odloča tudi o tem, kdaj bo zdravljenje prekinil. In zdi se, da ta logika povečane avtonomije pacienta pravzaprav počasi, če to logiko dosledno mislimo do konca, vodi k legalizaciji eutanazije. Kajti zdi se, prav gotovo lahko tudi razumemo tako, da bi legalizacija eutanazija pomenila dovršitev idealov avtonomije posameznika in njegovih pravic. In se potem preprosto reče, ker ima človek v svoji avtonomnosti pravico do zdravniške oskrbe, ker ima pravico do prostovoljnega izobraževanja, šolanja, ker ima pravico do svobode, ker ima svobodo govora, ker ima pravico svobodno odločati o svoji spolni usmerjenosti in tako naprej. Če skratka celotno serijo svoboščin, ki smo jih pridobili v zadnjih 20-30 letih, mislimo dosledno do konca, potem se zdi smiselno, da bi tem pravicam in svoboščinam sledila tudi pravica do izbire trenutka in načina lastne smrti. In to bi pravzaprav bila dovršitev ideala sodobnega, avtonomnega subjekta, individuuma. Kratka nadaljevanje tradicije, ki temelji na francoski revoluciji, deklaracijo človekovih pravic, kar je pa ne nazadnje tudi usklajeno z sodobnim načinom življenja. Sodobni način življenja, tudi tega je potrebno, ko govorimo o argumentih pro, nakratko nagovoriti, pa je tak, da nas, kljub temu, da nam to nikakor ni všeč, vendarle v tovrstne razmisleke sili. Razmisleke v smeri legalizacije eutanazije. Zakaj? Sami vemo, s tem, ko opazujemo starejše, sami sebe in tako naprej,
da ljudje, kot rečeno, danes živimo dlje časa, hkrati smo pa socialno prej nezaželeni kot kadarkoli prej. Stari smo danes prej, ali bodo, ali so prej osamljeni kot kadarkoli prej. Naša funkcija starostnika v družbi se je v zadnjih 50 letih zelo spremenila. Včasih so stari živeli do smrti z polnimi socialnimi funkcijami, so imeli drugačno težo v družinah, kjer so bile možne vezi, kot danes. Danes so starostniki čedalje bolj odrivani na obrobe družbe, predvsem zaradi neoliberalnih, ekonomskih in tako stroškovnih kriterijev, pa tudi zaradi samega tempa življenja. Ko tudi mladim, tudi če bi to želeli, pravzaprav ne omogoča, da bi ostali v nekem trajnem, negovalnem, skrbniškem stiku z svojimi lastnimi starši, z materjo, očetom in tako naprej. Skratka, osamljenost pacientov se zrcali pravzaprav tudi v osamljenosti vseh starejših ljudi. In ta osamljenost je eden izmed zelo, morda celo glavni razlog, zakaj številni kličejo pomoč, zaradi tega, ker so popolnoma izolirani. In če je ta izolacija potem povezana z neozdravljivo boleznijo, s trpljenjem in bolečinami, popolnim obupom, občutkom razosebljenosti, popolni odvečnosti, ljudje so pravzaprav tudi izgubili sleherno spoštovanje do samega sebe, potem se ne smemo čuditi, da ti ljudje dvigujejo roke in prosijo potem, grdo rečeno, milostnem strelu. Zapuščeni do svojih lastnih otrok, zapuščeni strani družbe, je ta zahteva legitimna in nikakor ni presenetljiva in jo moramo razumeti in jo moramo spoštovati. In bojim se, da v okoliščinah, v katerih živimo, in te okoliščine se ne bodo izboljševale, stanje v prihodnosti ne bo boljše. Temveč, če ne bo družba, zlasti naša, govorimo se tukaj v našem kontekstu, v naši družbi, kjer lahko nekaj naredimo, če se to ne bo spremenilo, potem bo tovrstnih klicev še več in tudi zahteve v eutanaziji se bodo popolnoma legitimno in upravičeno pojavljale še bolj odločno kot v tem trenutku. Zaenkrat so to posamezniki. Ne bo pa več dolgo tako. Preprosto zato, ker se je status starostnikov pri nas spremenil in ker je družba sama zaradi načina življenja starostnike odrinila na rob družbe, ker ne služijo več, imajo občutek, da niso koristni nikomu. Življenje, v katerem ste in veste zanj, da nikomu ne koristite, niti vašim lastnim otrokom, potem dejansko zgubi smisel. In če je kot rečeno to povezano z takšnimi drugačnimi boleznimi, potem je to razumljivo. Tudi kvaliteta življenja je postala danes pomembna vrednota. Danes ljudje svoje življenje ne ocenjujejo več toliko po klasičnih vrednotah, ne govorijo o spoštovanju življenja kot življenja, ki bi imelo neko nasebno, avtonomno vrednost, temveč razumemo kvaliteto in smisel življenja samo, kolikor je to življenje sestavljeno iz zbirke številnih posameznih kvalitet, ki so pa pogosto zelo arbitrarne in pomenijo kvaliteto zame. Tisto, kar mene osebno osrečuje, tisto, kar mene osebno zadovoljuje, in če tega v nekem trenutku ni več, potem izgubim voljo do življenja, še zlasti, če sem, kot smo prej dejali, odrinjen na obrobi družbe, še zlasti, če so me moji lastni otroci zapustili oziroma mi niso zapustili, pa ne morejo zame skrbeti, ker se tega ne morejo privoščiti, ali so se odselili in tako naprej. Ker vse to ustvarja neko pahljačo številnih razlogov, ki so vse prej kot naklonjeni neki zdravi in kvalitetnemu življenju v zadnjih letih našega življenja. To je potrebno, kot rečeno, razumeti. Jaz se ne bom tukaj spuščal zaradi tega, da bi ostalo več časa za diskusijo in za vaša vprašanja, pomisleke, tudi kritične, ne bom se spuščal v filozofske argumente. Tudi teh je kar nekaj, ki skušajo upravičiti legalizacijo. Ne omenim samo, morda ste že kdaj slišali za to, številni očitajo sodobni zakonodaji, da po eni strani recimo dopušča terapijo dvojnega učinka, znotraj katere, prej sem dejal, da gre za sivo cono, znotraj katere je pravzaprav zdravnik tisti, ki povzroči aktivno smrt pacienta z povečevanjem doze. Niso pa pripravljeni potem legalizirati eutanazijo, češ da je med eno in drugo obliko, skratka med dvojnim učinkom in pa aktivno eutanazijo pravzaprav nikakršna razlika. Zelo majhna ali pa nikakršna. V obeh primerih je zdravnik tisti, ki to povzroči in če potem argumentira, ker je v obeh primerih posledica zdravnikovega ravnanja pacientova smrt, zakaj potem terapija dvojnega učinka dopustna, sprejemljiva,
Ne pa tudi tam, ker dejansko lahko zdravnik z dodatnimi ukrepi še skrajša potrpljenje, zlasti če je in naj bi bilo izraz avtonomno izražene volje pacienta in spoštovanja njegove odločitve, njegove avtonomije, ne nazadnje njegovega dostojanstva. Nekaj podobnega je tudi, ko pomislimo na razliko med opustitvijo zdravljenja, prekinitvijo opustitvijo zdravljenja in pa aktivno eutanazijo oziroma eutanazijo. Z eutanazijo namreč zdaj mislimo aktivno usmrtitev. Tudi tukaj gre za podobno vprašanje. Nekateri filozofi, Peter Singer, ki je zelo razvpit, moram reči, da ga ne cenim najbolj, ampak to se ne bomo spuščali, je pa nek argument, ki ga tudi v našem prostoru številni zagovorniki eutanazije vedno znova uporabljajo. Namreč zdravnik, kot rečeno, pri opustitvi nege tudi na nek način, ne moramo reči, da ne vpliva na to, kar se bo s pacientom zgodilo. Ravno zaradi tega, ker zdravnik odklopi pacientov na aparature, s tem je del neke vzročne verige, ki pripelje do smrti. In ker številni sodobni predstavniki teh zlasti utilitaristične etike govorijo o tem, da je edino moralno relevantno vprašanje učinkov, posledic naših ravnanj, se zdi potem logično, da je treba tudi to meja zaprisati. Kajti v obeh primerih, če opustimo zdravljenje ali aktivno usmrtimo pacienta, je končni rezultat identičen, smrt pacienta. Spet je vprašanje samo, ali se to zgodi nekoliko prej ali nekoliko kasneje, ali je zdravnikova odgovornost tukaj neposredna, ker je on neposredni vzrok, ali posredna, ker je pač odklop aparature omogočil, da je bolezen naredila svojo pot in je torej zdravnik posredno odgovoren, ker je v tem postopku umiranja pravzaprav sodeloval. Ne bo potrebno te omejitve, ki niso najbolj smiselne in načelne, odpraviti in če je dovoljeno eno, zakaj naj ne bi bilo dovoljeno tudi drugo. To so nekateri izmed argumentov, ki se pojavljajo tudi strani filozofov in ki se jih potem poslužuje tudi zlasti tisti del javnosti, ki je naklonjen legalizaciji eutanazije. Kaj pa govori proti eutanaziji, proti legalizaciji? Marsikaj. Tukaj je pravzaprav še težje argumentirati zaradi tega, ker je potrebno misliti še širše kontekste. Skratka, če začnem takole, če bi šlo pri vprašanju eutanazije samo za problem trpečega pacienta, njegove bolečine, njegove avtonomno izražene volje po smrti, potem bi bil ta problem lahko rešljiv. In tudi ko mene, tudi študenti ali drugi, s katerimi se pogovarjamo, vprašajo, ali bi se eutanaziral brez pomislekov, rečem, ja, naj pojasnim. Če bi se kadarkoli v življenju znašel v podobnem primeru, ki jih opisujem za vaš čas in ki tudi sami poznate bolj ali manj osebno, skratka v poziciji neozdravljive bolezni v terminalni fazi, pospremljene z neskončnimi bolečinami, trpljenjem, bi prvega, ki bi bil zraven, verjetno zdravnika prosil, da naredite konec tega. Ja, bi. Toda. Vprašanje legalizacije eutanazije in s tem, da zdaj prehajamo k nekoliko bolj kritičnim pomislekom, ne zadeva, kako hitro je ta zakonodaja sprejeta, ne zadeva več pacienta samega. Temveč ima številne vplive, in o tem želim spregovoriti v nadaljevanju, številne vplive na najširšo družbo, takšne in drugačne. Ne samo sedanje, temveč tudi prihodnje. Skratka, to vprašanje zahteva nekoliko širši spekter in temu širšemu spektru bi se rad zdaj nakratko še posvetil, preden potem predlagam neke vrste, kot sem na začetku napovedal, srednjo pot, kolikor je v srednji pot, tukaj sploh mogoče govoriti med pro et kontra argumenti. Najprej, vedno znova se ob dvigovanju prsta, opozarjanju, kam bi eutanazija lahko prišla, omenjajo možne zlorabe. Nizozemska, kot rečeno, je bila prva država, ki je uzakonila po njej še Belgija in Luksemburg, torej prav eutanazijo. In na Nizozemskem, predstavljate si prosim, ko govorimo o Nizozemski, da vendarle gre za ideološko dokaj monolitno družbo, torej, ki ni tako razdeljena, bipolarna kot naša, tako zelo dolgo liberalno tradicijo, kjer to odločitev ni za sabo potegnila takšnih drugačnih kulturnih povev. Hkrati pa je ta kultura po vseh standardih humanosti in odgovornosti v primerjalnem kontekstu znotraj Evrope med najbolj odgovornimi, najbolj urejenimi državami. Skratka, to moramo upoštevati. Kljub temu, da velja Nizozemska zelo dobro urejeno državo, zelo odgovorno stališče protestantske etike in tako naprej, družbena odgovornost je višja kot pri nas.
hkrati pa ideološko nerazdeljena, se je tam dogajalo marsikaj, kar ni v čas. Številni primeri, kjer so bili eutanazirani, torej na začetku zakonodaje je bila približno 1/3 prisilno eutanazirana. Tudi tisti, ki bi lahko dali soglasje, niso bili vprašani. Neredko. V prvih letih je bilo približno 1040 neprostovoljnih eutanazij, od tega je samo 40% od teh 1000 pa nekaj, in ni bilo zmožno dati soglasja. To pomeni, da je 60% od te številke je bilo tistih, ki so bili nekšni prisilno eutanazirani, ker jih nišče ni vprašal. Obstajajo številni primeri, ki tukaj ne bi posebej omenjal, ker posamezni primeri nikakor niso dobri za to, da bi iz njih vlekli neke posplošitve oziroma mineralizacije. Ne omenim samo enega, ki je bil zelo razvpit. Zdravnika sta diagnosticirala pljučnega raka z zasevki v zadnji fazi in se, kljub temu, da je pacient bil dobro razpoložen in optimistično odločila za eutanazijo. In ga eutanazirala. Preiskava po smrti je pokazala, da je imel pacient tuberkulozo. Recimo, kot en primer. O tem se ne govori dosti in takšni primeri obstajajo. Toda, treba je povedati, da se tudi Nizozemska skozi tovrstne zlorabe in napake učila in da je poostrila zakonodajo in tako naprej, da je danes tega manj. Še vedno se zlorabe in napake dogajajo. Zanimivo tudi to, da Nizozemskem število prošenj za eutanazijo narašča iz leta v leto. Se pa strokovnjaki kregajo, kaj je razlog. Zanimivo je tudi to, da je največ eutanazij, to so v zadnjih podatkih, meseca junija, pred počitnicami. Takrat, ko želijo svojci po trpljenju, po skrbi in tako naprej, končno biti nekaj več miru in tako naprej. Govorimo, kot rečeno, o ene najbolj urejenih držav v Evropski uniji, oziroma celo, kar se tiče družbene odgovornosti na svetu. Pa se kljub temu to dogaja. Vendar, zlorabe, ki se dogajajo posod, tudi ne smejo biti edini razlog, zakaj bi smiselne predloge zavrnili in rekli, naj ostane vse tako, kot je. Zato navajam tukaj še druge pomisleke. Tudi pravo je zelo vpeto v to problematiko. Legalizacija namreč pomeni pravno ureditev tega vprašanja. Tukaj sem bral in se tudi pogovarjal z nekaterimi pravniki, tudi v Nemčiji. Zelo znamenit nemški pravnik Albin Ezer je bil celo član nam dobro znanega Haškega tribunala, ki je sodil vojnih zločincev na področju nekdanje Jugoslavije, ki ni niti lev, niti desen, niti klerikalc, niti liberalc, temveč pa prosto nekdo, ki z pozicije pravnika želi misliti odgovorno in družbeno odgovorno. On je dejal, da je pravzaprav sama dikcija pravice do življenja nekaj, česar ni mogoče tako preprosto utemeljiti. Kajti kakor hitro govorimo o pravici do življenja, ta pravica za sabo potegne dolžnost drugega, da tej pravici ugodi. Ne gre toliko za problem, da si jaz želim smrt. Problem je v tem, da moram najti nekoga, ki bo tej želji ugodil. Vprašanje je tudi, ali je sama želja po smrti nekaj legitimnega. Ali je država dejansko dolžna tem nekaj posameznim primerom. Dejansko so zahteve po eutanaziji še vedno nekaj zelo izjemnega, redkega, ali je država dolžna spreminjati to zakonodajo, zato da bi ugodila želji posameznika. Zlasti glede na to, da ta želja nikakor ni samo po sebi umevna. Ni samo po sebi umevna zaradi tega, ker je v neskladju z najstarejšimi moralnimi normami vseh kultur in tudi zelo globoko zakorenjenimi intuicijami in občutki, emocionalnimi. Vedeti mora tudi, da se zdravniki vedno znova otepajo te zakonodaje, ker to pomeni jaz ali ti ali jaz. Kot zdravnik, če bi to bili, smo potem dolžni tukaj prevzeti vlogo tistega, ki odgovarja o življenju smrti, hkrati pa mora zdravnik tudi sam sprejeti odločitev, kdaj bo nekoga usmrtil. Tudi država postane s tem nekdo, ki mora zagotoviti izvajanje eutanazije. Skratka, ta pravica, če bi bila uzakonjena kot pravica, za sabo potegne dolžnost države, da to pravico, da spostavi pogoje za uresničitev te pravice, hkrati pa tudi sankcije za tiste, ki tej pravici ne bi želeli služiti. Ali je to možno ali ne, je veliko težko pravno vprašanje. Prej ne. Tudi sam, temu bi dodal, tudi sam pojem pravice do smrti je kategorija, ki težko zdrži resno kritično presojo. Zakaj? Pravica namreč, smrt je namreč biološko stanje.
na katerega smo mi vsi skupaj obsojeni proti naši volji. Ali je pravica do smrti smiselna, če gre za biološko stanje, na katerega smo vsi obsojeni? Če malo poznate teorijo pravic, boste videli, da se pravice pojavljajo znotraj kulturnih, ne pa naravnih, bioloških kontekstov. Kategorija pravice je pravna pravica, ker gre za urejanje medčloveških odnosov, kjer je hkrati s pravicami možno vzpostaviti tudi pogoje za uveljavljanje teh pravic in sankcije za njihovo nespoštovanje. Če bi mi imeli pravico do rojstva, biti rojen bi bila tudi pravica do smrti logična. Do pravico do rojstva nima nihče, to je neumnost. V tem smislu je tudi pravica do smrti pravzaprav sporna kategorija, ker je biološka, ker smo vsi na smrt obsojeni. Lahko pa govorimo o pravici do pomoči pri umiranju. Zato morda bolje namesto pravice do smrti govoriti do pravice, da imam pravico, da mi nekdo v fazi umiranja pomaga. S tem se izognemo določenim pravnim dilemam. Ne rešimo problema same, ki še vedno gre potem za vprašanje, kako se bo moje življenje, če bo to na ta način potrebno, končalo. Z pravnega stališča je velik problem tudi vprašanje, ali za izjemne primere smiselno sprejemati zakone. Izjema je izjema ravno zaradi tega, ker je on stran pravil. Kako hitro iz izjeme naredite pravilo, zakon, bo izjema postala nekaj običajnega. Daniel Callahan je v New York Timesu, Sunday Magazine, na to vprašanje, ali je smiselno za izjeme delati zakone, odgovoril približno takole in odgovor se mi zdi razmisleka vreden. Rekel je, morda obstajajo primeri, kjer je iz usmiljenja smiselno življenje končati. In potem je mislil na to, kar mislimo tukaj s formom aktivne eutanazije. To je izjema, je dejal, ki potrjuje pravilo. In ta izjema je podobna primeru, ko ženska, potem ko je mož desetletja zlorabljal, tega končno ustreli. In morda je to upravičljivo. Toda kaj bi se zgodilo, če bi iz tega naredili zakon, ki bo določal spisek moževih ravnanj, za katerega bi se ga lahko ubilo? Kakor hitro, vedeti moramo, dejansko gre za izjemne primere. Večina ljudi, verjamem, tudi vam želim in tudi sebi želim, da ne bomo nikoli prišli v fazo, ker bomo morali, ali pa stanje, ker bomo soočeni s to dilemo, zato si ter ne. Gre za izjemne primere. Ali je torej za izjemne primere smiselno uveljavljati zakonodajo? Mislim, da ne. Kajti kako hitro naredite z tega zakonodajo, izjema postane pravilo, pravilo postane običaj, postane norma. In tukaj prihajamo potem do naslednjega problema. Če bi evtanazijo uzakonili, se bo spremenil naš pogled na razumevanje življenja. Bistveno se bo spremenil. Kajti v okolju, kjer je evtanazija uzakonjena, se percepcija bolnika spremeni in tudi bolnik sam drugače doživlja, razume, sprejema svoje lastno stanje. Pomislimo na kontekst, v katerem živimo. Vsi, tako bolj desno ali levo usmerjeni, pravzaprav vedno znova govorimo o tem, da nam je sodobni neoliberalni način življenja marsikaj oduzel. Pravzaprav smo vsi kritični od njega. Zato, ker se vse obravnava z pozicije ekonomskih postavk. Zato gre za kulturo koristi. Vse se preračunava, se števa in števa v številkah. V trenutku, ko bi bila evtanazija uzakonjena, bi to pomenilo dejansko, znotraj zlasti zaradi tega, ker smo znotraj neoliberalne ekonomije, izjemno veliko tveganje, da bi na ta način lahko kaj sanirali zdravstvo in tako naprej dolgove. Kajti družba, ki sprejme evtanazijo, hkrati sprejema tudi to, da je določeno, da je človekovo življenje v določeni fazi nekoristno, nepomembno, ni vredno. Da ga sestavlja določene kvalitete, ki, če jih ni več, lahko življenje končamo. Tisto, česar prej nisem omenil, pa je zelo pomembno za to temo, o kateri zdaj govorim, je naslednje dejstvo. Takrat, ko so delali analize tako na Nizozemskem, kot v ameriški zvezni državi Oregon, Washington, večina posameznic in posameznikov, ki so zahtevali evtanazijo, tega ni počela zaradi tega, ker bili neozdravljivo bolni in neskončno trpeči, temveč zaradi tega, ker se je njihova kvaliteta življenja spremenila do te mere, da niso bili preveč pripravljeni s tem živeti. Recimo, da so bili invalidi, recimo, da niso več bili sposobni, pogosto je bil to razlog, niso bili več sposobni uživati v stvarih, ki jim je do tedaj življenje lajšalo.
Tudi David Goodall je zaprosil za evtanazijo oziroma za asistiran samomor, ne zato, ker bi bil neozdravljivo bolan, temveč ker se je naveličal živeti. Ni treba samemu narediti samomora? Tako, zakaj bi sam, če lahko družbo pooblastim, da sprejme zakonodajo, pooblastim zdravnika in druge, da to upravijo v mojem imenu. Gre za to problematiko. In če bi uzakonili evtanazijo, potem bi se tudi številni pacienti čutili pod pritiskom, da sami zaprosijo za evtanazijo kot oblika dolžnosti, recimo do otrok, recimo da živijo v težkih razmerah. Revnih, pomislite na Združene države Amerike, kjer pred kratkim, še pred Obamacarom, 40 milijonov ljudi ni imelo zdravstvenega zavarovanja. Če kdo zboli za neozdravljivo bolezni, to pomeni bankrot celotne družine. Tam, kjer je evtanazija legalizirana, je to potem pomeni neskončen pritisk na to osebo, tudi če ima ta še voljo do življenja. To, da zaradi spoštovanja do lastnih otrok, zato da omogoči njihovo preživetje, bo ta oseba v družbi, kjer je legalizacija evtanazije postala nekaj samo posebno umevnega ali pa neko humano določitev, bo zaprosila za to. Hkrati je tudi pritisk na vse ostale, tudi na zdravnike, tudi na pravo, tudi na posameznike, da pravici, čim je enkrat uzakonjena, ustrežemo. Vrši pritisk na nas, da smo dolžni to narediti in pomagati nekomu. Je pa ta odločitev nekomu vzeti življenje vse preko preprosta. Zdravniki vedno znova podajo. Tudi, če smo soočeni dejansko z nekom, ki neskončno trpi, pravijo zdravniki in lahko se brez težav postavimo v njihovo kožo, če imamo vse malo senzibilnosti, je ta odločitev potem izjemno težka. Kajti vedno znova bo ostal kanček dvoma in črva, kaj pa če bi se vendarle stanje izboljšal. Po drugi strani, tega prej nisem omenjal, pomislimo tudi na to, kdaj je avtonomna odločitev pacienta resnično avtonomna in legitimna. Ali je to izraz svobodne volje. Tudi tukaj smo v nekem zelo spolskem terenu, kjer je presojanje in interpretacija tega, kaj je resnično svobodna volja pacienta, zelo težavna. Ali človek dejansko govori svobodno, takrat, ko je izpostavljen neskončnim bolečinam in trpljenju? Ali je to možno? Ali niso prav zato vse države poznale mučenje, kot način pridobivanja podatkov, do katerih nikoli ne bi prišli, zato ker vedo, da je človek pod bolečino pripravljen izdati svojo lastno mater, očeta in otroka. Poleg tega, številni zdravniki poročajo, če so med vami zdravniki, bodo to gotovo lahko potrdili, da je umiranje pravzaprav izjemno ambivalenten proces, v katerem se nehno menjavata rezignacija in upanje. V tistem trenutku, ko nam je hudo, v tistem trenutku, ko trpimo, si vsi želijo smrt. Ne samo takrat, ko so ljudje dejansko na koncu življenja, temveč tudi v zrelih letih. Mar se kdo reče, ko je bolan, jaz bi pa kar ne raje kar umrl. In če bi dobil zraven v tistem trenutku in bilo to možno, bi to morda tudi storil. Tudi v naslednjem trenutku se lahko spremeni. Pravzaprav je ta ambivalentnost odvisna od številnih spremenljivih okoliščin in pogojev, ki spremljajo neko bolezen. V nekem trenutku nekdo izrazi to željo, v drugem trenutku jo lahko obžaluje. In zdravniki sami, če bi bilo to uzakonjeno, bi imeli velike težave pri interpretaciji, dejansko to izraz svobodne volje, ali je to posledica razočaranja, ker je ta človek ostal sam, ker je osamljen, ker nikogar več neki bi zanj skrbel. Ali je to avtonomna volja? Ali pa je dostikrat tudi klic po eutanaziji, klic po upanju. Dostikrat zgolj želja, pomagajte mi, ki se izraža skozi ta klic. Kot vsakodnevni življenju, ko človek slabše razpoložen, recimo tisti, ki imajo depresije, so hitreje pripravljeni zaprositi, če bi bilo to možno za eutanazijo. Tudi, če tega ne bi storili in bi počakali dan ali dva, se lahko situacija hitro spremeni. Zlasti je to problem ne pri eutanaziji, temveč pri tem zdravniškem samomoru. Na prvi pogled se zdi, da je legalizacija zdravnikove pomoči pri samomoru manj nevarna zakonodaja. Po drugi strani, na prvi pogled, po drugi strani pa celo bolj, zaradi tega, ker omogoča usmrtitev ali pa samomor pravzaprav tudi otrokom. Vsem, ki ne trpijo, temveč preprosto rečejo, jaz nisem zadovoljen s svojim življenjem, po mojih arbitrarnih kriterijih, to ni več človeka vredno življenje, prosim, usmrtite me. Skratka, celotna država, spet celotni pravni sistem in zdravniki in vsi ostali bi morali zadostiti njegovi želji. Tudi je res vsaka moja želja taka, da mora država poskrbeti za to. Ali je življenje res, danes strukturirano tako, da ga za vrednega delajo samo posamezne, popolnoma arbitrarne kvalitete? Ali je življenje res gubilo svojo nasebno vrednost?
Ja, bojim se, da izgublja. Tukaj bi vas opozoril samo še, preden pridem potem k tretji poti ali pa zadnjemu predlogu, kako se morda lotiti tega problema. Tukaj bi vas opozoril še na vprašanje ali pa na problem, o katerem so številni govorili, pa ga doslej še noben ni zadostno rešil. Namreč, da obstaja neka siva cona ali pa tanka linija med tem, kar je dopustno in kar ni dopustno. Številni govorijo o tem, da do nekega trenutka, do neke mere lahko nekaj sprejemamo kot dopustno, od nekega trenutka naprej pa ne več. S to pripombo se vračam nazaj na temo, ki sem jo že odprl, namreč ali je dejansko ta razlika med terapijo dvojnega učinka in aktivno evtanazijo tako velika, da moramo pri tem ne vztrajati. Vi sami veste iz življenja, da mi brez določenih razločkov, ločnic pravzaprav ne moremo živeti. In se potem številni vprašuje, zakaj je dosem to dopustno, od te meje naprej pa to ni več dopustno. Tudi vprašamo se, kdaj noč pride v dan. Mi smo navajeni govoriti o noči in dnevu, tudi nišče ne morem tančno povedati, kdaj noč pride dan in kdaj dan pride v noč. Brez razločkov skratka ne moremo iti. In če bi to mejo zavrgli, bi pravzaprav vprašanje evtanazije, vprašanje asistiranega samomora pravzaprav prepustili samovolji človekovih osebnih preferenc, njegovih želja in tako naprej. Če pa to naredimo, potem pa zgubimo pojem dostojanstva. Morda ste kdaj slišali, verjetno ne, Kant, eden tistih velikih filozofov, je strogo ločeval med ceno življenja in dostojanstvom. Cena je nekaj, kar je vezano na naše potrebe, na naše nagnjenje, na naše interese. Nekaj, kar ima relativno vrednost. Dostojanstvo ima absolutno vrednost, ki je torej neodvisno od cene, od tega, kar smo, kaj imamo, koliko imamo, kaj o samem sebi mislimo. In če bi sprejeli tako evtanazijo kot asistiran samomor, potem bi pravzaprav s tem človekovo dostojanstvo degradirali na raven cene. To pomeni, da lahko posameznik o smrti in življenju odloča na podlagi ne konstitutivnega dostojanstva, temveč na podlagi tega, kaj o samem sebi misli. S tem pa bi se spremenil odnos družbe do življenja. Skratka, življenje bi še dalje bolj presojali samo po teh konsekutivnih vrednotah, ne pa več po konstitutivnih. In kako hitro življenje postane cena, zlasti v neoliberalnih okoliščinah, v katerih živimo, ni potrebna bujna domišljija, da boste vedeli, da bi potem v teh okoliščinah bil pritisk na posameznika in celotno družbo bistveno večji, zlorab več, kot si jih lahko predstavljamo. Zdaj, kaj narediti? Jaz se vam opravičujem, ker je teh razlogov, zakaj ne in zakaj ja še več, ampak časa preprosto ne bo morda sama debata potem izpostavlja določene vidike, o katerih nisem govoril. Ampak zato, da pustimo še nekaj časa z debato, bi zato prišel zdaj še k napovedani na začetku predavanja, napovedani tretji poti, oziroma kako bi se lahko izognili pa s tem pro et contra. Isto, kar je treba najprej podariti, in to verjamem veste, je še enkrat opozoriti in spomniti na možnosti, ki so že dane. Tisto, kar bi najprej morali seveda narediti, je kultura hospicev, paliativne medicine, ki je pri nas relativno slabo razvita. In tam, kjer je evtanazija uzakonjena, države, ki si omenjal, tam govorijo študije, nedvoumni jezik, morda nizozemska izjema, ker je imela to že prej urejeno, da se paliativna medicina ne razvija. Se ne razvija. In potem umirajoče prepuščen zgolj še aktu evtanazije. Imamo, kot rečeno, možnost prekinitve zdravljenja, prekinitve nege in tudi terapije dvojnega učinka. Vse to so možnosti, katerimi lahko mi pomagamo nekomu umreti. Osebno mislim, da če zdaj k tej tretji poti oziroma možnemu predlogu preidem, da bi moralo biti umiranje nekaj intimnega, v kar država, politika, mislim, to je politično vprašanje, ne bi smela imeti nobenega pogleda. S tem, ko bi postalo to politično vprašanje, evtanazija je politično vprašanje, da je to dodatno breme pacientu oziroma umirajočemu. Umirajoči ali pa stanje umiranja bi morala biti najbolj intimni dogodek, v katerega so vpeti najbližji in pa seveda lečeči zdravnik ali zdravnice. S tem, ko pravim, če je med vami zdravnik, počakajte, da se bomo o tem pogovarjali, kajti to pomeni določen pritisk na zdravnike.
Tisto, kar hočem povedati, je neke vrste predlog razširitve pooblastil zdravnikov. Skratka, zdravnik bi moral imeti v končni fazi pooblastila, da pomaga umirajočemu umreti. Zato bi tudi jaz namesto pravice do smrti raje govoril pomoč pri umiranju. Pomoč pri umiranju. Potem se zastavi vprašanje, kaj ta pomoč pri umiranju pravzaprav vsebuje, kaj za obsega, katera so pooblastila in pravice zdravnika ali pa celo dolžnosti. Mi vsi vemo, če o boleznih takšnih drugačnih premišljujemo iz lastnih izkušenj ali iz opazovanj, da v nekem trenutku življenja pravzaprav morda ni več vredno življenja oziroma da je vse tisto, kar ga dela vredno, pravzaprav že pa se šlo. In da je potem smrt pravzaprav na nek način ultimativna oblika ozdravitve. Življenje v nekem trenutku postane bolezen in oblika ozdravitve je smrt. Umiranje samo je del življenja. In spremljati umirajočega je pravzaprav skrb za življenje. Toda, dosti krat se zdravniki, govorim, ta strah, ki je pogost, bojijo imeti prste vmes pri umiranju ali pri smrti, kajti to je še vedno kazensko, torej je kazensko odgovorjeno. Smrt pacienta za zdravnika dosti krat pomeni poraz praviloma, izhajajoč iz Hipokratove prisege in klasičnih dolžnosti zdravnika. Smrt pomeni praviloma poraz. Tudi v določenih okoliščinah smrt ne sme biti poraz, temveč je kot rečeno ultimativno obliko ozdravitve. Življenje lahko postane najhujša bolezen v nekem trenutku. In pomagati umirajočemu umreti pomeni na nek način, če smo tukaj dovolj senzibilni, pomagati mu ozdraviti. Vprašanje je zdaj, kaj pomeni ta ozdravitev. Walter Jens, s katerim je Hans Künk pisal knjigo o eutanaziji in se za njo zavzel, je dejal, jaz bi si želel, da bi imel ob sebi zdravnika, ki bi me razumel, takšnega zdravnika, kot ga je imel Sigmund Freud, ki je bil 5-krat operiran, strpel in mu potem zdravnik pomagal končati življenje. Kajte, želel bi si imeti ob sebi zdravnika kot prijatelja, ki bi mi ostal ob strani in poslušal moje želje in bi potem pomagal umreti. V tej smeri bi se jaz zavzel za večje pristojnosti zdravnika. Hkrati seveda v povezavi, to je zdaj odločilno, da se ta dejanja dekriminalizirajo. Zdravnik je odgovoren za to, kar potem počne. Mislim pa, da bi ga morali takrat, ko pomaga umirajočemu umreti, izvzeti iz kazenskega postopka. Odgovoren ja, temveč tudi ne kazensko, torej moralno odgovoren ja, ne pa kazensko odgovoren. Številni zdravniki se danes tudi pri nas ne upajo niti aparaturo odklopiti. Skratka, prekiniti nesmiselnega zdravljenja, čeprav je to popolnoma legitimna zahteva, preprosto zato, ker se bojijo, da bodo kazensko preganjeni. In ker te stvari niso dovolj jasno pravno urejene. In mislim, da bi morali najprej iti v to smer. Iz umiranja narediti dejansko intimni dogodek, seveda vzgaja tudi družbo, spreminja družbo do te mere, da starostniki dejansko ne bodo osamljeni, da bi mladi več časa posvetili umirajočemu. To je posebna zgodba vzgojna, kar bi tudi njim zelo pomagalo, da spremljati umirajočega na zadnji poti je neizmerna življenjska izkušnja, ki precej pomaga k krepitvi humanosti znotraj družbe. Skratka, vse to upoštevati, hkrati pa spremeniti zakonodajo na tej ravni, da se zdravnika odveže njegove odgovornosti za vsako malenkost. To mora preprosto ostati zunaj oči javnosti. Tako kot moje rojstvo, tako kot moja smrt, nima nič opraviti s politiko, s takšnimi drugačnimi svetovno-nazorskimi, političnimi, religioznimi predstavami, ki to intimno znašajo popolnoma nepotrebno zmedo in instrumentalizirajo na nek način posameznika v njegovem trpljenju, ki živi tako neskončno, potem s tem, da ga vlačijo v javnosti. Predstavljajo se tudi naslednje. Številni govorijo, to sem že omenjal, da je mogoče zlorabe preprečiti. Ja, kaj počnemo v tem kontekstu, da bi preprečili zlorabe? Ustanavljamo komisije, v kateri so zdravniki, pravniki, socialni delavci, filozofi, predstavniki verskih gibanj in tako naprej. Predstavljati si, kaj bi to pomenilo v slovenskem prostoru. Ker enega otroka, pri katerem ne znamo poskrbeti za rejništvo, mediji 2 leti vlačijo. 2 leti. Kaj bi se zgodilo pri primeru eutanazije, ko bi ta ali ona oseba iz javnega življenja, Slovenija majhna, vsi se poznamo, mediji, kakšen je status medijev, ali pa vloga, ali pa odgovornost medijev pri nas, glede na našo ideološko razdeljenost, Nizozemska je tukaj relativno neproblematična, ker je ideološko relativno monolitna, ker je liberalna. Mi pa imamo ene in druge. Jaz ne znam predstavljati, da bi to funkcioniralo. Absolutno. Popolnoma neodgovorno, tudi zaradi naše lastne odgovornosti. Zato predlagam, moj predlog je ta, da se dekriminalizira to, da se pusti zdravniku, da se osvešča zdravnike
ker številni bi pomagali, pa se preprosto bojijo. Tukaj to se mi zdi najbolj mehka varianta, ni treba spreminjati zakonodaje, ni treba narediti iz smrti posla, kakšnega drugačnega. V končni fazi bi bila, če s tem končamo legalizacija eutanazije, pravzaprav zmagali neoliberalizma. Neoliberalizem je že na področju ekonomije zmagal, financ zmagal, na področju športa zmagal, na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti. Posod se gleda vse samo še skozi denar. Če bi uzakonili legalizacijo, bi legalizirali eutanazijo, postane tudi smrt posel, hkrati se zmanjša vrednost človekovega življenja, vse se bo gledalo samo še stališča stroškovnih postavk, hitro se lahko tudi družbene razmere spremenijo, lahko je do gospodarske krize, ker je več revnih, ki bodo se čutili hitro pod pritiskom, da zaprosijo za eutanazijo zaradi spremenjenega življenja, zaradi nesreče in tako naprej, zaradi tega, ker bi čutili eutanazijo kot dolžnost do otrok, da njih razbremenijo. To je vse pogodu neoliberalizma. Ogromno denarja bi se tukaj prešparali. Profesor Trontelj, s katerim sem ga na začetku omenil, eden tisti ljudi, ki sem jih v našem prostoru izjemno cenil, moram reči kot moralno autoriteto bolj kot kogarkoli drugega, je dejal, da je eutanazija nevarna tudi zaradi tega, ker je najcenejša in najučinkovitejša rešitev trpljenja. In rešiti problem trpljenja tako, da usmrtimo trpečega, je seveda vse prej kot elegantna rešitev. Je pa pogodu neoliberalnemu načinu razumevanja življenja in njegovih zgolj partikularnih vrednosti. Skratka, ko življenje dejansko postane samo še cena, ne pa več dostojanstva. Toliko zelo nakratko, kot vidite, ura že skoraj 7:30, jaz se upravičujem, če sem bil nekoliko daljši. Sam sem bil v nekaterih trenutkih zmeden, ker sem želel še povedati to ali ono, pa tega nisem želel, da bi se vse skupaj še podaljšalo. Zdaj bi vas pa prosil, ker imamo še po besedah naše prijazne gostiteljice še nekaj časa za diskusijo, da postavljate vprašanja, imam pa neko prošnjo. Glede na to, da sem v začetku nagovarjal problem odgovorne kritične družbe, da nimamo tukaj koreferatov, da ne govorite o tem, kaj preprosto mislite, temveč da postavljate vprašanja oziroma da izpostavljate pomisleke, naše druge informacije, ki so mi ušle, kot rečeno, čas je bilo malo in nas nekaj nisem omenil, kar bi bilo gotovo vredno omeniti. Skratka, da bi čim več ljudi, skratka, krajško do vaše vprašanja, več bo možnosti, da tudi drugi pridejo do besede. Predno znova to pravim zaradi tega, ker se pri nas dogaja, da imajo potem iz občinstva nekateri koreferate in govorijo o svojih pogledih in se potem naenkrat čas izteče, tisti, ki bi pa radi kaj vprašali, pa komentirali, pa potem nimajo te priložnosti. Hvala lepa. Mene zanima, prej ste rekli, da ste tole, da bomo vsi slišali. Ja, se upravičujem. Zakaj, prej ste rekli, koliko stane, sem vprašala, koliko približno pride ta eutanazija, rekli ste v to 20 000, zakaj je tako drago, vse konc koncev zdravljenje je dražje? In kaj uporabljajo, recimo, da pač človeku pomagajo, da bom rekla na oni svet? Cena 20 000 je bila vezana na curiški sanatorij, kjer potečeno ni uzakonjena eutanazija, temveč asistiran samomor. Drugod, na Nizozemskem, ne vem, koliko stane pa kar nekaj. Zanimivo je naslednje. Če bi, prej sem omenjal argumente, da bi bilo smiselno upoštevati samo učinke, skratka, tako v primeru terapije z dvojnim učinkom, kot legalne eutanazije je učinek isti smrt, potem nekateri pravijo, da dajmo gledati učinke in uzakonimo. Vračam se namreč k vprašanju stroškov. Če bi dejansko kot edini ali pa najpomembnejši moralni kriterij upoštevali učinke, potem bi bilo najbolje, da bi posameznika, torej neznosno trpečega pacienta, usmrtili sekiro. Zakaj? Zaradi tega, ker bi na ta način najhitreje dosegli, torej povzročili njegovo smrt, najhitreje skrožili njegove muke, po drugi strani bi bil to tudi bistveno cenejši ukrep, kajti dati injekcijo z takšnimi drugačnimi farmacevtskimi substancami je bistveno dražje kot uporabljati sekiro. Potem pa bi bil tudi prihranil dodatne stroške, kajti ta obglavljanje, skratka rablja, ne bi potrebovali visoko kvalificiranih, dobro plačanih zdravnikov, temveč nekoga za osnovno šolsko izobrazbo ali pa brez izobrazbe. Hkrati bi bilo tudi to ventili za številne prekrite patološke morilce, ki bi potem izkoristili zakon in se prostovoljno javili za rabljenje. Hočem reči, če določene argumente dosledno mislimo do konca, pridemo do številnih bizarnih situacij,
ki pa so stališča neoliberalnih postavk cenjenega upravljanja človekovim življenjem, vendar je zelo zapeljive. Nimam pa podatkov, kakšne so cene na Nizozemskem. Tam gre, morda državno plačano na Nizozemskem so sociala izjemno dobro razvita, da morda plačati, ne vem pa koliko. Se absolutno vprašanje. Prosim. Govori se samo o Švici, da hodijo v Švico na, tako kot pravi, eutanazija. Ja. Belgija pa Nizozemska in Luksemburg imajo uzakonjeno evtanazijo, o tem se pa nič ne govori. Oni ne sprejemajo, je to samo za njihove državljane, ali je lahko tudi za druge, ki so, rečemo, člani EU, ali pa da pridejo od kodarkoli. Mislim, da na Nizozemsko dejansko ne hodijo z drugih držav, hodijo v Švico. Mislim, da zato, ker to Nizozemska, če prav vem, lahko da se motim, pokrivajo oni svojih lastnih, njihovega lastnega finančnega zavarovanja in tako naprej, je to pokrito. Ne vem pa, če bi se oni s tem ukvarjali, teh podatkov nimam, kot neke vrste turizem usmrševanja. Teh podatkov nimam, ne vem. Tukaj je Švica. To je samo Švica. Tudi Nemci hodijo recimo v Švico. Kljub temu, preprosto, ker to ni zakonjeno v Nemčiji in si odvisen potem od svojega posebnega zdravnika. Takih primerov so, ampak to ne pride v javnost, ker je to potem intimna odločitev. Zato sem tudi prej rekel, da je bilo nekaj podobnega, poslišeno tudi pri nas, da zdravnik lahko pomaga, ni pa potem kazensko preganja. To je taka zelo elegantna rešitev, ker zdravnik prevzame odgovornost. Švico zaradi tega, ker je lahko v celega svetja hodijo in je to postal posel. Ja, tako jaz. Je pogosto tako. Hvala lepa. Mislim, da so dva senatorija, en je za Švicarje, en je pa za tujce. Celo? Ja, mislim, za Švicarje Zürich, kanton Zürich. To ne bi spračal. Najprej hvala lepa za izredno izčrpno predstavitev, ki je zelo lepo osvetlila vse zorne kote za in proti in nam dala razmišljati. Moje vprašanje sta pa dve. Prvo vprašanje, jaz sem tukaj, Suzana Čurin, kako je zaščitena avtonomija subjekta pri nas, pri tistih dveh primerih, ki ste jih omenili, Borut, to me zanima. Katera dva primera mislite? Tisti primer z dvojnim učinkom, pa tukaj imamo pri nas zdravljeno. Torej, kako je in pa kaj pomeni v tem kontekstu presoja še z vidika, da podzavest presega avtonomijo subjekta na nek način, nezavedno, ker zdaj imam v mislih en primer, ko je ena gospa rekla, da je ona prevelik ego, da bi si dovolila, da ne bi bila lepa in krasna in zato bo šla raj prej umreti. Skratka, če se razmišlja tudi iz tega psihoanalitičnega zornega kota. In drugo vprašanje, oziroma, ali bi se lahko strinjali s sociološko definicijo kvalitete življenja, ki jo jaz pač uporabljam pri vseh svojih predavanjih, da je kvaliteta življenja širša družbena integracija in demarginalizacija katerekoli skupine ljudi, torej tudi starejših. Ker s tem, ko živimo v nekem sobivanju, se tudi, kot ste rekel, učimo eden od drugega. Jaz se od svoje 92-letne mame, ki jo negujem, zelo veliko učim. Imam pa primer v družini, ko razmišljajo na tak neoliberalističen način in jo sploh ne obiskujejo in si vedno mislim, kako veliko izgubljajo. Hvala lepa. Ja, če začnemo takoj, recimo pri prvem vprašanju, kar se tiče stanja v Sloveniji, terapija z dvojnim učinkom, opustitev zdravljenja oziroma prekinitev zdravljenja, vse to je legalno pri nas. Ni kazen. Prosim? A je vprašan? Kako je avtonomija, to je bilo moje vprašanje? A je vprašan človek? Ne,
To je pa zdaj odvisno, na to vprašanje ne morem govoriti, namreč odvisno od prvič osveščenosti pacienta, v kolikšni meri je obveščen o svojih pravicah in pa seveda od samih lečečih zdravnikov, ki so v stiku s pacientom, ali mu je bilo to pojasnjeno ali ne. Jaz bi rekel, da marsikdo danes, ki je v takšni podobni situaciji, kjer bi lahko nekaj takega prosil, preprosto tega ne ve. In mislim, da tukaj tudi odgovornost medijev, vseh od nas, da se glede tega osveščajo posamezniki, da vedo, kakšne pravice imajo in da se teh pravic v posameznih okoliščinah potem tudi poslužujejo. Ker ta avtonomna odločitev je možna, obveščenost pa je, bi rekel, po lastnih izkušnjah dokaj nizka, zato sem tudi te stvari tukaj omenil, ker sem vedel, da marsikdo tega niti ne ve in se lahko teh pravic poslužuje. To gotovo. Mislim, da je tukaj glavni problem, da moramo na tem delati, tudi zdravniki. Se pa delamo zdravniki, kot rečeno, potem tudi bojijo, vendarle tudi, če ta želja izrečena in je legitimna in pravno zavarovana, bojijo drugih konsekvenc. Zlasti pri terapiji z dvojnim učinkom, ker je mena lahko pri nas hitro tudi zdravnik postane žrtev kazenskega pregona, zaradi tega, ker je mogoče to interpretirati tudi drugače, skratka ne kot pomoč zdravnika umirajočemu pri lajšanju njegovih bolečin, temveč tudi kot naklepni umor. Veste, kako pri nas. To je problem. Kar se tiče drugo vprašanje, nezavedno. Zdaj, o tem sicer danes nisem govoril, to je zapleten primer, sem o tem predaval v Berlinu na temo naprejšnje volje in v kakšnih primerih oziroma katerim kriterijem mora biti zadoščeno, da mi sploh vemo, da je nekdo dejansko, da je neka zapisana volja, pravzaprav izraz njegove avtonomnosti, da je dejansko svobodna, torej da je neodvisna, da ji lahko zaupamo, da je verodostojna in tako naprej in da ni posledica takšnih ali drugačnih nihajočih razpoloženj, ki, če do njih pride, gotovo niso izraz avtonomne volje, temveč so neke vrste prisila. To je pomembno vprašanje, ki ga je pa možno reševati spet samo v stiku z konkretnim pacientom. In tam lahko potem nekdo, ki ima izurjeno oko, če rečem metaforično, to prepoznava kot avtonomno željo ali pa ne. Lahko potem, kot sem prej dejal, prepozna tudi obupni klic umirajočega k pomoči. On reče sicer, to je moja avtonomna želja, to da s tem želi povedati nekaj drugega, kot je to pogosto v življenju. Takrat, ko smo izpostavljeni bolečinam, takrat pravzaprav človek tudi samih svojih lastnih želja ni sposoben kontrolirati in jih racionalno vrednotiti. Tudi to je problem, vsega pa da reševati samo od primera do primera. Zahteva pa to, zato je to velika težava, več čas govorim, zahteva pa to izjemno sočutnega, razgledanega, razumnega zdravnika, da to prepoznava, ali pa člani takšne drugačne komisije, če o tem odloča. Je pa to sporno področje. Kar se tiče sociološkega vprašanja, ja, gotovo je vrednost življenja, ni nekaj, kar je mogoče sestaviti kot nek puzzle iz teh čisto neoliberalnih elementov in postavk, ki naše življenje delajo za zadovoljno, užitka polno in tako naprej, temveč mora imeti neko konstitutivno vrednost, ta pa se določa, se razvija v intersubjektivnosti, v skupnosti, ki zajema mlade in stare, pa ne samo mlade in stare, tudi zdrave in bolne. Čim bi legalizacijo uzakonili, bi tisti, ki so zboleli za nesmrtno bolezni, pravzaprav že percipirali stališča družbe kot nekdo, katerega življenje ni več tako pomembno. Pri tem ne samo dodam, ker sem pozabil tudi nekateri filozofi, preomenjeni Peter Singer govori o tem, da je oseba samo tisti človek, ki se samega sebe zaveda, kar je pravzaprav pošastno. In potem to pravi filozof in pri nas številni temu filozofu sledijo. In pravi, da usmrtitev novorojenčka ni primerljiva z usmrtitvijo zdravega človeka. Če to sprejmemo, potem smo izgubili vse. Zanimivo, da ta filozof nima pravice predavanja v Nemčiji. Zaradi tega, ker imajo Nemci velike izkušnje s tem. Tam so se te teze za časa nacizma že v 20 letih pri pravniku Bindeju in Hoheju, medicincu pojavili, da obstaja človeka nevedno življenje. In če to konsekventno mislite naprej, potem je umor ali usmrtitev dementnega starca pravzaprav enakovredna usmrtitvi ščurka ali pa nadležne ose. Dejansko, niti malo ne pretiravam. Dejansko gre za to. Ja, v tem smislu smo vsi še toliko bolj dolžni skrbeti za ohranjanje dostojanstva, ki je neodvisno od tega, ali je kdo star, ali na smrt bolan, ali je vrhunski znanstvenik, ali je navaden kmet, ali je to, ali ono, ali je star, ali mlad.
In samo v interakciji vseh družbenih krogov, nivojev je možno graditi zdravo družbo. Čim pa začnemo te ločnice potegniti, rezati, vleč, smo stopili na pot, ki je ne bo mogoče več kontrolirati. Zlasti zaradi, kot rečeno, neoliberalnih struktur, ki smo izpostavljeni in ki samo čakajo na tovrstne zakone, da se potem sproži glas, na katerem smo opozarjali. Prosim. Ja. Jaz imam tudi eno, kako bi rekla, vprašanje z neoliberalizmom, ampak za druge strani. Recimo v mojem krogu se pa ljudje bojijo takšnega scenarija, da bodo kar, bi rekla, ljudi, ki so na tem, da so možgansko mrtvi, samo telesa, da jih bodo prižgali in pritrdili na vse aparate, da bomo imeli tam kar ene skernje, kako bi rekla, trupl, na osnovi katerega bodo potem služili in živeli od tega zdravniki in medicinske sestre in tako dalje. Hočem reči, življenje in iskanje smisla in preživetja, zdaj, ko si iščejo delo, na osnovi tega, da vzdržuješ to, kar ni več smiselno vzdrževati. Tako da recimo v mojem krogu se vsi poslužujejo, bi rekla, podpisov, opustitve nege in onega in tretjega, da bi le zavarovali sami sebe pri kako bi rekla, izkoriščanju po tem, ko nisi več pri sebi. Hvala. Smem vprašati, na katerem področju, na področju zdravstva delujete? Ne. Zdaj, če sem prav razumel, pa nisem res rekli, da podpišejo izjave prekinitvi zdravljenja? Kar potem pripelje do smrti, ne? Ne, hočem reči, da v našem krogu nas je kar nekaj, ki smo pristopili k vnaprejšnjemu izpolnjevanju obrazcev. Razumete? Ja. Dobro. Zdaj, če ste to podpisali, potem obstaja samo en problem, ne? Ali pa iz tega problema potem nastajajo številni drugi. Kaj se bo zgodilo takrat, ko bo ta obrazec postal polnomočen oziroma bo terjal od nekoga, da ta obrazec ustrezno razume in v skladu z njim ali v tem obrazcu izraženo voljo ukrepa. Na to pa vi ne boste več imeli nobenega učinka. Ne bo praviloma, ne nujno, lahko boste imeli. Ne? In ste v vsakem primeru, kdorkoli izrazi takšno voljo. Hvala, da ste to vprašanje zastavili, ker je tudi pomembno, mora vedeti, da to ni rešitev problema, ne? Da bi lahko postavili številne druge probleme. To bo namreč nekdo bral, to bo namreč nekdo interpretiral, tako ali drugače, in lahko ukrepal, lahko pa tudi ne. In pri nas je še vedno možno, tudi če takšno voljo izrazite, da zdravnik, kljub temu, da ga ta volja odvezuje, ne bo ukrepal v skladu s tem. Ker obstajajo tudi zdravniki, žal so tudi taki med njimi, ki jim je ljubše človeka vzdrževati na aparaturah, ker to pomeni tudi dokazovanje njegovih lastnih zdravniških sposobnosti, da lahko podaljšuje življenje, ker je v ozadju tudi to, ja, denar, neoliberalni, zato se to odprli. Samo, kot sem prej govoril, o ukrepih, ki je treba narediti, torej svobodno izražena volja nikakor ni instrument, ki bi mu lahko zauprli. Potrebno je celovito pristopiti k reševanju te situacije z osveščanjem zdravnikov, pacientom, z spreminjanjem družbenih razmer, zakonodaj in tako naprej. Sama naprej izražena volja je lahko v posameznem primeru rešitev, lahko pa stvar zaplete tudi in pacient od te svobodno izražene volje, naprejšnje volje, dejansko ne bo dobil tistega, kar je v tej izjavi terjal. Te zagotovil nimate. Zato je treba tudi to postaviti v širši kontekst in na družbeni ravni to urediti tako, da bi bila ta volja zavezujoča. Pod pogojem seveda, da se razmere niso spremenile. Treba pa tudi upoštevati naslednje. Nekdo lahko reče, jaz v primeru, da bom govoril za vsak primer v prvi osebi, da zbolim za demenco in po končni fazi ne želim recimo zdravljenja in želim celo se odreči negi. Lahko to rečem zdaj. Recimo, da bom takrat ne prišteven, ker je zelo možno. Lahko pa, da bom imel željo do življenja, ki se bo takrat spremenila.
Hočem reči, da je zelo težko soditi, kakšna so naša stališča do življenja v trenutku, ko smo enkrat v takšni fazi. Recimo, da ne prepoznavamo svojih vlastnih otrok, svoje vlastne žene, svojega vlastnega moža, izražamo pa voljo do življenja. Pri dementnih ljudeh imamo problem, da včasih nastopajo agresivno in izkazujejo svojo nevoljo do vseh, vlečejo cevke in tako naprej, od katerih so odvisni, imate pa tudi take, ki izžarevajo zadovoljstvo in srečo, če kdo pride k njim, tudi če jih ne poznajo. In če nekdo potem reče, ne želim živeti, zdravnik pa potem presodi, da ta oseba, kljub temu, da se ne izraža, kaže voljo do življenja, potem zdravnik, ne sprašujte me, je to preprosto ali ne, lahko presodi, da si je ta oseba premislila. In potem spet ta volja ne šteje nič. Zdravnik ima namreč možnost presoditi, ali je v danih okoliščinah ta volja še vedno izraz njegove avtonomnosti. Ali se skratka niso okoliščine spremenile, ali ni ta oseba sama spremenila svojega pogleda. Skratka, na ravni elementarnega življenja štejejo drugačne impulzije. Takrat racionalni kriteriji, nimam tega, nimam onega, mi ponovadi na ravni racionalnih kriterijev rečemo, ne želim tega. To, da ko se enkrat, če pa bi enkrat bili v stanju, ne vem, vegetativnega življenja, potem je tudi naše presojanje popolnoma drugačno, in se lahko nekdo še vedno oklepa življenja. To je možno, takšnih primerov je kar nekaj. Primerov lahko našteva tudi zelo fascinantne, kot Jean Dominique Duby, ki je imel sindrom, lock-in sindrom in je bil popolnoma vegetativen, pa je v tem vegetativnem stanju napisal knjigo z eno trepalnico. Pa so vsi mislili, da ga je treba ubiti in eutanazirati in tako naprej. Ta en prijatelj slučajno gotovo, da za eno trepalnico komunicira in je napisal abecedo za trepalnico, nekaj vrste trepalniško mozevo abecedo. In s to je napisal knjigo. In v tej knjigi je bilo jasno, da je njegovo življenje, tako kot ga je takrat predstavilo, izjemno bogato, pravzaprav bogatejše na duhovni ravni, kot življenje povprečnega posameznika. Izjemne izkušnje. Potem, ko je to knjigo napisal, se palnice odmor. Medtem pa so se drugi pogovarjali, ali ga sploh še zdraviti ali ne, ali ga sploh še hraniti ali ne. Tisto, kar hočem povedati, je to, da je zelo težko soditi na podlagi. Lahko, da je to legitimno izražena volja, lahko, da je najboljše za pacienta, da ga dejansko potem zdravnik pomaga usmrtiti s terapijo dvojnega učinka, kako drugače, lahko pa, da pri tem naredi vso napako, ker ni dovolj usposobljen, ni dovolj senzibilen, ni dovolj izkušen, da bi lahko prepoznal specifiko tega primera. Kdo pa potem odloča o tem, recimo, da nekomu izraža svojo voljo pred tem, preden popolnoma odpove, da ga uslišijo, kako naj se izraža? Lahko zdravniku, dokler je... Samo en zdravnik ali mogoče? Dovolj je eden, če je tukaj še priča, druga, če je napisano pred priče, je to popolnoma legitimno ali pred zdravnikom in svojci zadošča. Če je seveda zdravnik prepričan, da je ta oseba sposobna avtonomno odločati v sebi. Pri nekom, ki je rečeno prepričan v neskončno trpi, se lahko pojavi dvom, ali to ni klic po pomoči ali kaj drugo. Dobar večer. Vi potem pa še... Ja, pa tam je gospod, ja. Torej, hvala lepo, da ste prišli. Jaz osebno se priporočam, da bi še kdaj kaj povedal, pa vi bolj veste, kako nas pouči celo Slovenijo, pa to vprašanje... Ja, bolj že kot jaz. Moje vprašanje pa v bistvu to, pa mogoče kiksam z njim. V Nemčiji imajo veliko hospicov in za odrasle in za otroke, ker ste omenili, da hodijo pa v Švico na eutanazijo. Pri nas pa pač s hospicem ne uspemo prodreti. Imamo tam na Hradeckega, pa še s tistim ne uspevamo, no? Samo to sem hotela reči. Pa še dve različni šoli hospicov imamo pri nas, ki se med sabo kako tipično dajeta. In se kregata, kaj je prava paliativna medicina, kateri pristopi. Ja, Nemčija ima ogromno, kar dokazuje to, kar sem prej dejal, da v državah, ker se legalizira eutanazija, pravzaprav nihče ne skrbi za hospice, oziroma za paliativno blažilno medicino. V Nemčiji se, zato ker to ni legalizirano, se pa tolerira, kot rečeno, asistenca samomora. Rekli ste, Nemci odhajajo v Švico, ja, odhajajo ne tisti, ki so spet nesmrtno, torej neozdravljivo bolni in neskončno trpeči, ki umirajo v hospicih. Ob zelo, bom rekel, dodelani strategiji spremljanja umirajočih.
V Švico odhajajo primeri, recimo pri nas kot Janko Peterski, David Goodall ali številni drugi, ki so preprosto v pozni starosti izgubili smisel življenja in si na ta način, da ne bi sami vzeli orodij teh ali onih v svoje roke, rečejo, zakaj, zlasti če imam denar, ne bi plačal, pa v Švici, pa me potem v Švici lahko odrešijo vseh muk. Tja hodijo tudi tovrstni Nemci. Za vse ostalo pa poskrbijo hospici lahko, še zlasti, če imajo potem zdravniki določene pristojnosti, ki so pri nas, kot rečeno, kriminalizirane in izpostavljene možnosti kazenskega pregona. Hvala. Izvolite. Prvo, Platonov anamnezis, drugo, Gustav Jung, konec njegov, potem pa še tole teozofi, antropozofi pravijo, da otroci nekaj zaznavajo, ki pač je težko to opisati 3. 4. leto. Potem pa še tale, ki je z leta veliki fizik umrl, Hopkins. Ja. To so drobna vprašanja, zdaj, katero boste govorili? Pravzaprav vprašanja nisem zasledil. Zasledil sem, da otroci v 3. 4. letu nekaj čutijo, ne vem, na kaj se to nanaša. Tudi moj spomin tako daleč, moje lastno otroštvo ne seže, da bi lahko odgovoril na lastni koži, kaj sem takrat čutil in na kak način je zlasti, če sem to čutil, to povezano z vprašanjem eutanazije, tako da o tem ne vem. Stephen Hawking, ne vem, če umrl naravne smrti ali ne. Teh podatkov nimam, tudi na to ne morem odgovarjati. Platon je zanimiv zaradi Sokrata, bolj ali manj, zaradi njegove usmrtitve. V bistvu je šlo tam zakazan, tako bi to rekel, da gre za asistiran samomor, ki pa ga je on sprejel. In potem govoril o tem, najbrž, ker vem, da študirate filozofijo, vam filozofija ni tuja. Sami veste, da je Sokrat takrat, ko je popil strup trobelike, dejal učencem, žrtvujte petelina Asklepiju. Asklepij je bog zdravilstva, žrtovati, to pomeni zahvala, skratka, končno sem zdrav, kot smrt. Ampak to se bolj nanaša na tisto, kar sem prej govoril, da je v določenih okoliščinah za Sokrata pa to ne velja, življenje neskončno breme in je potem smrt odrešitev življenja oziroma ultimativna oblika ozdravitve lahko, v tem primeru ja. Ampak kot rečeno vprašanje, pravzaprav nisem, če sem posebno iskren, dovolj razumel, da bi tudi na podlagi tega, na kar se sklicevali, da bi potem zdaj razpravljali, lahko pa potem to ohranjiva. Vam bom zelo osebno govoril, kaj sem doživel med 3. in 4. letom. Glede na to, da se na predavanjih srečujeva, bo to morda primerno. Čeprav vidim in slišim dodatnih vprašanj ni, se počujem, nekaj sem rekel. Pač, izvolite še eno vprašanje. Jaz bi vprašala, kaj pa v primeri raznih taborišč. Slišala sem v nekaj podajah, posebnih ne toliko nekaj primerov tudi. Čitala sem o tem, da so bili ljudje v raznih vojnah. V času prve, druge svetovne vojne, po drugih celinah tudi, tako izčrpani, da so si cele skupine želeli smrti. In pač potem niso bili bolni, izčrpani so bili brez perspektiv, so se čutili in so si pač želeli smrti. In potem, ko so se pa razmere spremenile, potem bi lahko takrat se tudi in tudi so delali za svoj obstoj. Potem pa, ko so se jim razmere spremenile in so se počutili boljše, si pa niso želeli umreti. Takrat bi se počutili ne glede na pričine. Se mi zdi pa polnoma razumljivo in logično, da je bilo tako, ja. Mogoče počas zaključili, bila je 10:08, da se predavatelj ne več zahvaljujem. Hvala lepa.